Dan upora proti okupatorju ali dan osvobodilne fronte praznujemo 27.4. Na ta dan je bila v Ljubljani ustanovljena protiimperialistična fronta, ki se je kasneje preimenovala v Osvobodilno fronto slovenskega naroda. Zavzemala se je za osvoboditev, neodvisnost in združitev slovenskega naroda, za slogo in enotnost jugoslovanskih in balkanskih narodov, za bratsko skupnost svobodnih in enakopravnih narodov, za pravico slehernega naroda do samoodločbe, ter bila je proti imperialistični vojni ter proti razkosanju in zasužnjevanju Slovencev. OF so 27.4.1941, ko je bil Adolf Hitler v Mariboru, ustanovili v hiši književnika Josipa Vidmarja, ki je o odločitvi povedal takole: Tvegano, nedvoumno, toda kako drugače rešiti čast naroda in njegovo bodočnost ali celo njegov obstoj. Drugega izhoda ni bilo. Poleg Komunistične partije Slovenije, ki je dala pobudo za ustanovitev, so na ustanovnem sestanku sodelovali tudi predstavniki levega krila telovadnega društva Sokol, krščanski socialisti ter skupina kulturnih delavcev. To so bili Boris Kidrič, Boris Ziherl, Aleš Bebler, Josip Rus, Tone Pfeiffer, Ferdo Kozak ter Franz Sturm. Nastala je 10 dni zatem, ko je jugoslovanska vojska v Beogradu podpisala vdajo in dobrih 14 dni po okupaciji Slovenije. Do leta 1991 je 27.4. veljal za dan osvobodilne fronte, nato pa kot dan upora proti okupatorju. Skozi leta se praznovanje dneva upora proti okupatorju ni veliko spremenilo. V pogovoru s svojimi starimi starši sva izvedeli, da so se, ker sta praznik dan upora proti okupatorju in praznik dela le nekaj dni narazen, delodajalci pogosto odločili za kolektivni dopust. Ta čas doma so ljudje pogosto izkoristili za razna dela v hišah, vrtovih in na vinogradih. Predvsem v manjših krajevnih skupnostih so praznovanje dneva upora proti okupatorju, takrat še dan osvobodilne fronte, združili s praznovanjem 1. maja. Družili so se ob kresovih in si pripravili manjše pogostitve. V večjih krajih pa so potekale razne prireditve, na katerih so podelili priznanja osvobodilne fronte.